Skozi današnje korake do uspeha vas bom popeljala Vanja Trkman. Dober dan voščim. In v našem studiu se nam je že pridružil današnji gost. Dober dan tudi vam, Matej Koglot, direktor podjetja Gostol TST Tolmin. Pozdravljeni. Ja, letošnje korake do uspeha so obarvani v priložnosti, ki jih ponuja Goriška regija. Oddajo podpira podjetje Spintek in direktor ter solastnik Goran Miškulin. Podjetje Gostol TST, ki ga vodite, gospod Koglot, dokazuje, da se da prodreti. Torej, peskalne stroje, stroje za naprave, stroje in naprave za površinsko obdelavo in zaščito kovin, ki jih izdelujete na Tolminskem, lahko namreč najdemo na vseh celinah. Kje ste pa trenutno najbolj močni? Tako kot mi rečemo, ta torta, ta kolač, v bistvu, če se jo razreže, velikokrat gre na 3 dele, se pravi, en del je Slovenija oziroma ta bivša Jugoslavija, Evropska unija in izven Evropske unije, in to nekako gre na 3 dele, kar se mi zdi, da je idealno v luči vsem tem svetovnim dogodkom, če želite evro, rubel, pa dolar, pa nafta in tako naprej. V bistvu to je tudi en način, da si manj ranljiv, ne, in pač svet je velik in enkrat dobiš tle, drugi izgubiš tam in potem nekako se s tem nekako se uravna ta vaga. Razpršiti. Tako, torej. ja. Morda, če govorimo o trgih izven Evropske unije, kje ste tam trenutno najbolj prisotni? Indija je recimo močna, kaj ne? Tako, ja. Indija, tam imamo tudi pač podjetje, Gostol Indija, tam resnično delajo dobro, 70 ljudi, v bistvu z leta v leto se pač razvijajo, lepo rastejo, seveda Indija kot Indija tudi, in smo tudi na to seveda precej ponosni. Zraven tega imamo tudi druge, recimo ravno drugi teden grejo fantje v Egipt, tam smo en velik projekt zaključujemo, v bistvu je že montiran, zdaj gremo samo, če bo vse šlo v redu, bomo samo še spustili v pogon. Tako da ja, teh trgov je veliko zanimivih, Severna Irska recimo, tudi se fantje odpravljajo na montažo, tako da je neka razpršenost, ja. No, ko ste ravno omenili torto oziroma ta tortni diagram, sem se spomnila na obletnico. Prejšnjem letu ste sami obeležili okrog jubilej, leta 2022 pa tudi Gostol TST, torej 75 let, pa pred 20 leti ste nekako stopili na čelo tega podjetja, uvedli blagovno znamko. Kaj vam tako na poslovnem kot osebnem področju pomenijo ti jubileji, kaj prinašajo? Ja, vedno se ozreš v zgodovino, jaz sem zdaj, seveda tle baza je že od prej, 75 let, 20 let nazaj smo rekli, da bomo malo to neki pristop do trgov z neko strategijo, da bomo to pač spremenili, in danes neko obdobje je teh 20 let, in če se pač pogledamo nazaj, kaj smo takrat počeli, kako smo počeli, kje smo bili prisotni, in danes se sigurno pač vidi neka razlika, in to je fajn, ne, tudi potem, da to deliš s sodelavci, da gledaš, primerjaš, je neka zanimiva statistika. Če na kratko omeniva vašo poslovno pot, diplomirani organizator dela, inženir strojništva, magister ekonomskih ved, izhajate iz Vrtojbe. Nekje sem zasledila, da ste po duši gospodarstvenik. Kaj to pomeni? Gre za način razmišljanja, podjetnost, želja nekaj ustvariti? Kako bi to delili? Ravno kombinacija vsega tega. V bistvu neke vrste projekt, ki ne vem, moraš malo nekih čustev, malo nekega znanja, malo neke želje, malo neke spremembe ali kakorkoli, in v bistvu in to podjetništvo ali pa to gospodarstvo ti daje ravno to priliko, ne, da se lahko pač razvijaš, da lahko nekaj počneš, da lahko nekaj ustvarjaš. Zdaj, če so rezultati, potem to samo eskalira in gre, ne. Zdaj, ne vem, tako malo primerjava, recimo en javni sektor je v bistvu navednicah ograjen z nekimi zakoni, ne. Oni morajo se strogo držati zakonov, ne, saj tudi mi, ampak mi imamo levo in desno, da rečem tako, nek zakon, tam noter lahko pluješ levo, desno, kako... So še neraziskane vode. Recimo, ne. Sive, ja. No, da je bila vaša usmeritev prava, dokazuje med drugim tudi nagrada za gospodarstvenika Primorske, ki ste jo prejeli leta 2014. Takrat so med drugim zapisali v obrazložitvi, da družbo, ki jo vodite, odlikujejo znanje, inovativnost, prilagodljivost, želja po boljšem in predvsem ekipno delo.
Kako velik izziv vam predstavlja recimo prav to ekipno delo, kako vzpodbujate kolektiv in ohranjate motivacijo za ta rast, za zagon, za razvoj? Ja, bom rekel, bistvo vsega, nenazadnje, je ravno kolektiv. Jaz mislim, da imam izvrstne sodelavce, v bistvu se zelo razumemo in se znamo pokrivati, da rečem tako, in je ravno prej, ko sem omenil Indijo, zdaj, ko sem bil v Indiji, sem bil zelo miren, ker sem vedel, da kljub mene ni, da rečem tako, doma, je podjetje ravno tako šlo naprej in lih tako v redu in sodelavci so resnično, bom rekel, korak do uspeha, če želimo. Pa se zanašate na srečo, na občutek pri presoji, pri tem zaposlovanju, pri iskanju sodelavcev, kaj odtehta? Ja, vsega pomalo. Nekaj so reference, nekaj je čut, kdaj se to izide, kdaj se ne izide. Ne nazadnje, važno, da poskušaš. Sej v podjetništvu je tako, da je tudi veliko padcev in važno, da morajo biti padci. Tako, s tem se učiš. In je pač padec in moraš vztrajati naprej, si slabe volje, ampak gledati naprej in isto je pri kadrih, ne? Pač iskati, gledati, vzpodbujati, učiti. Kako pa nasplošno ocenjujete to podjetniško klimo v Sloveniji, pa da rečemo v Goriški regiji? Imajo podjetniki dovolj spodbud ali občutite prej nasprotno? Lahko bi bilo več, no. Zdaj, meni mogoče sem neka stara šola, še vedno se mi zdi, da pač podjetništvo je generator nečesa, se pravi, iz podjetništva gre nazadnje lahko tudi v kulturo ali pa zdravstvo in bi veljalo mogoče to malo več vzpodbujati, no se nenazadnje mogoče tudi ta oddaja temu namenjena, da se malo neki glasovi malo razširijo, da se vidijo, ne vem, mogoče kaj se za določenimi zidovi dogaja in ja, velja to vzpodbujati. Pa pogrešate podjetniške izkušnje tudi pri politikih, nasplošno govorimo? Ja, zdaj sicer politik, ne vem, ne gre čez neko šolo, pač se ne da pri nas, ampak tako pač je. Se mi zdi, da tam je želja neka druga vrsta pač ambicioznosti, ampak ja, kot v vsakem poklicu, neko mešanje, recimo tudi pri politiki, neko mešanje gospodarstva, sigurno bi bilo dobrodošlo. Gospodarstvo mora biti bolj racionalno, mora biti bolj ciljno usmerjeno, mora biti bolj kratko, mora biti bolj jedrnato, mora biti bolj hitro in mogoče tle, kdaj recimo tudi politiki se tega pogreša. Saj na drugi strani, zdaj, če bi bil tam, je malo potem mogoče težje. Izogibamo se preveliki navezanosti na en trg, upiramo se konkurenci, obvladujemo vse procese in se prilagajamo željam kupcev. Tako ste dejali v enem izmed intervjujev Matej Koglot, direktor podjetja Gostol TST, ki se specializira na področju rešitev za peskanje. Kako, na kakšen način ste uspeli razpršiti to prodajo oziroma poslovanje na druga tržišča in morda kje je bilo največ izzivov? Verjetno kot pri vsaki stvari najprej moraš imeti neki produkt. V ta produkt seveda moraš verjeti, ga izboljševati, ne vem, pač neko strategijo okrog tega produkta. Mi mogoče imamo to srečo teh 75 let, da rečem, pa naši predniki so bili izvrstni inženirji, pa so vedeli, kako se te stvari počne, dela in imamo, ko bi rekel, že v osnovi tako robustne stroje, no, in hočem reči, potem seveda to pač ni dovolj, to je pač osnova in z tega vam potem moraš graditi, dodati tisto željo in nenazadnje danes se usedeš na letalo, zjutro pač si tle, ne vem, zvečer si nekje recimo v Indiji ali pa ne vem kje drugje in tako se pač to začne in neke sejme obiskovati, iskati nove kupce, stranke, ponavadi je več ko bi rekel, ponesrečenih korakov, ampak prej ali slej potem rata. Zelo enostavno pač vztrajnost. Prejle ste, oziroma smo govorili tudi o različnih trgih, recimo Rusija je en tak trg, ki je verjetno kar, ki ga z zaskrbljenostjo spremljate v vašem podjetju. Ja, drži, sicer smo ga lepo nadomestili, da rečem. S Kitajsko?
Ne, nasplošno. Se je malo porazporedilo, ko bi rekel, če je izpadla Rusija, ni potem, ne vem, Kitajska ali kakorkoli, ampak nasplošno. Tam zdaj spet nismo bili tako hudo vezani, mogoče 5-10% povprečju letno, ampak ne glede na to, ta trg pač je žal izpadel, tudi Ukrajina, tudi tam smo neke reference imeli in nekako smo bili uspešni nekje drugje, da smo nekako ta manjko pokrili. Žal, kaj bo naprej, sej veste sami. Ni prav zacementirano. Tako, ja. No, pred kratkim ste ravno tudi, da si malce lažje poslušalci pa tudi gledalci predstavljajo, odposlali en zares velik stroj za peskanje. Kako, če nam nanizate nekaj podatkov, kako velika je pravzaprav ta zadeva v praksi? Ja, recimo tega, če mislite tega na Poljsko, ja, ta je šel gor v Gdansk, v pristanišče. V bistvu tle je podjetje mešano, se pravi 50% so lastniki Španci, 50% mislim, da je poljska vlada oziroma pač Poljska kot država in v bistvu tam v tem podjetju bojo proizvajali te tako imenovane stolpe za vetrne elektrarne. Zdaj, ta stolp je recimo 50-60 metrov visok in v bistvu ta stolp se naredi dobesedno iz pločevine, ta stroj je temu namenjen, recimo to je približno 100 metrov dolga linija, približno 115-120 ton je vse skupaj težko, mislim, da je bilo približno 15 tovornjakov, približno 600 litrov barve in recimo, v bistvu tle bodo ta pločevino, ki je maksimalna, mislim, da je 30 metrov dolga, 4,4 metre široka, v bistvu jo to speskajo in potem jo ukrivijo, recimo v obliki črke U, in dve taki pločevini potem zvarijo skupaj in pridejo do tega potem stolpa, ki nosi vetrno elektrarno. Je pa ta bil doslej največji vaši produkt? Sicer, zdaj, mogoče jaz se niti ne strinjam s tem, še en širši je bil lahko leto dve v Indiji narejen, sicer ne tukaj v Sloveniji, ampak je bil v Indiji narejen. Recimo, tle je zdaj težko meriti v čemu, v teži, v širini ali kakorkoli. Kakšna pa kaj delovna klima v tujini? Imate številne trge, na katerih lahko to testirate, preizkušate, pa v primerjavi s Slovenijo recimo. In morda še to, v zadnjem obdobju je veliko govora o tem, da je Evropa zaspala in da bo nekako, predvsem je govora o Kitajski, pa tudi Indiji, da bo nekako preplavil ta val delavcev, intelektualne lastnine oziroma samih idej, pa tudi produktov z te smeri. Kakšen je vaš pogled na to? Ja, v bistvu svet je enako pameten, ni tle več zdaj nekih razlik po pameti, po nekih šolah. To mislim, da je krasilo v preteklosti Evropo, danes pač tega več ni. In recimo občutek je, mi se bolj z nekimi odklopi ukvarjamo, svet pa pač gre naprej. Imam kdaj tako občutek, da kot da smo mi cel svet in mi bomo postavljali pravila, da bomo delali samo 8 ur na dan. Kot je to nekoč veljalo? Kot je veljalo, nekje pač da se razumemo, pravice so pravice, jih je treba pač spoštovati, ampak malo tisto prej, kar sva govorila, o nekih spodbudah, o nekih željah, je treba pač tudi temu delu prisluhati, ne samo stvari omejevati. In ja, če primerjam, jaz sem pač nekako fascinanten na to Indijo, če te primerjave vlečem, vidim, da tam teh težav ni, tam so voljane, tudi recimo naši vsako drugo soboto tam delajo, pa noben ne vpraša, zakaj, kako to ne bi in tako naprej. Pač so voljani nekaj ustvariti, narediti in očitno se to tudi jim pozna na en način. Tako kot sem prej omenil, tam se razvijajo, postajajo dobri, številka 1 in se mi tako občutek, da mi je, da se tam mogoče to bolj spodbuja ali pa je nekako želja. Bo Evropa pokleknila pred tem ali se bo, bomo rekli, te že uveljavljene pravice nekako širile iz Evrope ven oziroma se bo prevladal ta način? Kakšna je vaša ocena? Mi bomo primorani nekaj narediti, nekaj spremeniti.
jaz mislim, da Evropa na konkurenčnosti žal izgublja. Da imamo Ameriko, imamo Kitajsko, mislim, da Indija. Žal, ko rekel, naš trend, mislim, da gre, kar se tiče tega, navzdol. Tako da nekaj bo tako ali drugače, bo potrebno spremeniti. Prej ste omenili znanje, recimo, ki je bilo nekoč neka prednost. So še kakšne prednosti, recimo, evropskega gospodarstva? Sigurno, bom rekel, se neko zgodovino se ne da nadomestiti v 5 letih, da se razumemo, sigurno imamo neke bisere, imamo še vedno neko znanje, neko zakladnico, neko zgodovino, to bi mogli pač graditi naprej. In tle mislim, da celotno Evropo to pač čaka, da se malo mogoče začnemo bolj ogledovati, ne samo kot Evropa, ampak je treba malo mogoče širše po celem svetu in videti, kje imamo še pri sebe, da imamo. Nikoli ni nič zamujenega, ampak enkrat trend bo treba pač spremeniti. Kaj pa na področju davčnih obremenitev, recimo, kaj opažate? Kje je Slovenija v primerjavi z drugimi državami? So tukaj podjetniki bolj, manj davčno obremenjeni? Mogoče saj iz plačnega vidika bi lahko dejali, da tle smo kar obremenjeni, kar recimo bruto 1, bruto 2, kar podjetje more za enega pač zaposlenega plačati. Tle se mi zdi, da bi veljalo razbremeniti, zdaj kaj je prej kokoš ali jajce, ali bomo razbremenili, bomo prej trošili, zdaj to so te debate, ampak kot v podjetništvu je treba si upati, je treba nekaj spremeniti in seveda vedno obstajajo neke korekcije, zdaj se nič ni zabetonirano, enkrat, dvakrat, trikrat popraviti in potem je, ampak spremeniti pa je treba, to govorim. No, prejle sva pred oddajo še govorila, kako recimo v Indiji ljudje nimajo, torej ne varčujejo za pokojnino na tak način, kot ga poznamo recimo tukaj. Je tudi to, bomo rekli, ena taka ne slabost, ampak prednost sistema, kot ga imajo, recimo v Indiji? Bom rekel, tle Evropejci smo lahko res veseli, kje živimo. V tem smislu je res, za nas je res poskrbljeno. Če si bolan, greš v bolnico, nobeden te po nič ne vpraša, ko greš penzijo, boš dobil, pustimo kakšno, ampak penzijo nekako boš dobil. Ko poslušaš nekje druge, pa od tega ne imajo nič. In je to, ko bi rekel, so žalostne zgodbe na en način, da potem si res odvisen od tistega, kar bo recimo v Indiji, resnično tisto, kar boš za časa delovne dobe, da boš si prišparal, da si boš potem imel za neko starost, to je velika prednost v Evropi. In spet veliko nas, Evropejcev, tega se niti ne zavedamo. Sanjamo, o neki Evropi oziroma o neki Ameriki, tako kot se pač reče, imamo pa nekaj dobrega v roki. In to bi veljalo negovati naprej in peljati in takole, ko vas poslušam, vseeno se nam ne obeta prav nič kaj lep scenarij. Ja, žal, ste malce pesimistični. Mal sem, moram dejati, jaz tako mal se pohecam, da jaz bom že šel v penzijo, ali pa drugače, naši zanamci mislim, da bo imeli kar veliki izziv. Se je morda vaša podjetnost iz domače vrtojbe po svetu razširila tudi zaradi domače obrti? Govorimo namreč o žganje kuhi oziroma na domačiji Koglotu Vrtojbi se nahaja blizu 100 let star kotel za žganje kuho, ki še danes služi svojemu namenu. Leta 2022 ste na domačiji uredili tudi manjšo etnološko zbirko, muzejček. Nam orišete, kaj vse si lahko tam ogledamo? Lahko, še to, kar ste začeli. Spodoma, kako je povezano? Povezano s tem, da v bistvu kdaj je treba tudi lopato primiti v roke in pač neko akcijo. Žal z besedami velikokrat se ne da veliko narediti, hočem reči, velikokrat kliče po akciji in to mislim, da dejanjih. In to mislim, da sem se od malih nog naprej naučil, oziroma ta kmetija, kar sem mogel doma pomagati. Da se vrnem, tle je bilo že po prvi svetovni vojni, oziroma je bilo porušeno, potem se je zgradilo ena večjih kmetij v vasi
In se mi je zdelo škoda, bom rekel, ta tehnična kultura, ta žganje kuha, zdaj bo 26. bo 100 let star to za žganje kuho. Se mi je zdelo škoda in je bila neka priložnost, da se je potem to obnovilo. Na vrhu se je naredilo en mini muzej. Tako da ja, to je mogoče malo za dušo. Zraven tega je še vinarstvo, to so pač vikend hobiji. Tradicionalni, tudi iz okolja poklici oziroma zanimanja. Ja, kako pa se prav na tem področju morda kaže kaj priložnost? Kaj opažate, recimo, da je, tako govorimo na področju turizma, kot področje gostinstva, vinarstva, kje je tu goriška regija? Ja, tle sigurno, bom rekel, na tem širšem področju, oziroma na tem, če želite, turizmu, vinarstvu in tako naprej, tle priložnost je. Podobno kot sva preomenjala, Vipavska dolina ima resnično nekaj dobrega, ima zelo dobra, da ne govorimo prijazne ljudi, zemljo, seveda tudi vina. Ne nazadnje vrt Avstro-Ogrske, kaj ne? Tako, in na temu, tako kot pri vseh drugih poslih, mislim, da je tudi tle ena taka priložnost. Prednost. Tako, da se jo splača pač peljati naprej. Kakšne načrte imate morda še na domači kmetiji oziroma kjer ste uredili žganje kuho pa ostale dejavnosti? Jaz tako se malo hecam, da to je bolj projekt za penzijo. Pač ja, to terja pač vikend program, da se s tem ukvarjam. Hvala Bogu, imam očeta, da mi zelo pomaga in enkrat, ko bom šel v penzijo, mogoče bo bolj resno, da rečem tako. Priložnosti Vipavske doline, kot sva rekla, enogastronomija, pa tudi po drugi strani na neke prednosti se kažejo na področju klime. Tu je tudi vselej veljala kot nekako ugodna klima. Ste tudi na tem področju kaj aktivni, torej se kaj priključujete temu vlaku turizma? Ja, no, se tisto, kar sva prej rekla, ta žganje kuha, ta muzej, tam je ta stara kmetija, želja je še nekaj posodobiti in ja, tle je sigurno priložnost. Privabiti še kakšne obiskovalce morda? Tako. Kot smo omenili, od leta 2005 vodite podjetje skozi različna obdobja in kot kažejo poslovni rezultati uspešno. Tudi COVID ni imel velikega vpliva, bomo rekli, na poslovanje. Recimo lani ste ustvarili preko 12 milijonov evrov prihodkov, dobra 2 milijona evrov več kot leto predtem. Je pa tako, da je vselej potrebno, kot sva govorila v današnji oddaji, iskati nove priložnosti oziroma stremeti k razvoju in napredku. Koliko je tu pomembna sama lokacija podjetja? Ja, mogoče lihen popravek. V bistvu, če bi dali še Indijo zdraven, pridemo na 17 milijonov, tako kot neka grupa, da rečem. Ja, lokacija zdaj je tle teh 40 kilometrov približno iz Nove Gorice, malo je ovinkasto, malo nerodno za tovornjakarje, ampak pač taka je realnost. Ali drugače, zdaj, če sem čisto realen, verjetno zaradi tega, če bi bila cesta ravna, verjetno več ne bi prodali. Prej so druge stvari bolj pomembne, ja, seveda, kot udobje je tudi cesta in verjetno vsi si bi jo pač želeli, mogoče bolj tisti med njimi sem tudi jaz eden od tistih migrantov, ker se vozim dnevno gor pa dol, mogoče bi bilo lažje, krajše, hitreje. Torej, sama lokacija ostaja pomembna tudi za lokalno okolje, recimo, kjer tudi črpate verjetno kadre. Imate težave na tem področju? Vemo, da je zadnja leta kar precejšen razkorak na področju povpraševanja in ponudbe. Ja, jaz mislim, da Tolminci so zelo pridni, delovni ljudje. Podobno, ko bi rekel, ničim ni bilo dano tam v Zibelko, ne vem, malo da pretiravam, na tistih gričih, da rečem tako, oziroma hribih. In se to tudi pozna. In se to tudi pozna, no, in načeloma so zelo pridni, no, in mislim, tle lahko rečem tudi pohvalo. Jaz sem ponosen od prvega do zadnjega sodelavca, ker so pač res vsi pridni. Zdaj... Pa pretežno iz lokalnega okolja, kaj ne? Tako, ja, par jih tudi malo iz zunaj se pač vozijo, ampak gro so tam. Jaz sem tudi en pik zunaj. Ja, kot vsi, pač se mučimo s temi kadri, iskamo, ampak
Na drugi strani, tako, če gledam, saj za nas govorim, mislim, da imamo nizko fluktuacijo, pomeni, da so ljudje radi tam pri nas, da se dobro počutijo. Enkrat nam uspe, kot sva prej omenila, dobimo, potem nekje nam zmanjka, iščemo, smo v nenehnem, tako rekoč, iskanju. 100% ni, ampak recimo, da smo blizu, no, tako, kar se tiče kadrov. In tudi ste blizu številki 100, kaj ne, zaposlenih? In drži, da nas je približno 100, ja. No, če zaključiva malce na lahkotnejšo noto, prav danes obeležujemo praznik moških, 40 mučencev, čestitke, seveda. V soboto smo nekako ženske prišle na svoj račun, ste razveselili kaj tudi vašo boljšo polovico? S čim? Standardno z neko pozornostjo oziroma z rožo in eno pijačo, tako. Nekje sem namreč zasledila, da ste naklonjeni glasbi, umetnosti, gledališču, pa tudi kulinariki. Ni nastalo nič kaj v domači kuhinji? Ne, ni. Zdaj v soboto, čez par dni bo tako. Ja, drži, sicer to je bolj mogoče malo kakšno leto nazaj je to veljalo, zdaj sem pa bolj za vikende usmerjen v to vinogradništvo, kar sva prej omenjala, tako da me bolj ta del zaposluje. No, omenila sem vašo boljšo soprogo, ker vemo, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, kaj ne? Malce za šalo, malce za res. Hvala, gospod Matej Koglot, da ste bili danes z nami za pogovor in seveda veliko uspeha tudi vnaprej. Hvala. Bilo prijetno in hvala za povabilo. In seveda hvala tudi vam, spoštovani in spoštovane, da ste bili z nami. Če ste zamudili uvodne minute, naj vas spomnimo, da bo oddaja na ogled na naši spletni strani pod zavihkom oddaje podcasti in seveda povabilo že danes, da se nam pridružite v ponedeljek, ko bo z nami ponovno zanimiv sogovornik v letošnjih korakih do uspeha, ki jih podpira podjetje Spintek in direktor in solastnik Goran Miškulin. In pa seveda lep dan kljub tem kislim oblakom. Koraki do uspeha.